Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Pred dnevi se je končalo 52. tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije in učenci glasbene šole Idrija so zabeležili kar nekaj odličnih rezultatov. Več o tekmovanju in o utripu glasbene šole nam bo povedala ravnateljica Tonja Lapanja Brenčič, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Povejte nam, kdo je vse vključen v to glasbeno tekmovanje? Zdaj tu sigurno mislite, kdo so organizatorji tega tekmovanja. Organizator tekmovanja je Komisija Temsig in Zveza slovenskih glasbenih šol. To tekmovanje poteka že 52. leto in ima zelo veliko tradicijo. Poteka vsako leto, ker pa je disciplin tako veliko, se razvrsti posamezna disciplina na 3 leta. Tako da na 3 leta potem posamezna disciplina kroži. Vsako leto se tudi dodajajo nove discipline. Tako da z naslednjim letom mislim, da bo že štartala disciplina komorna s harmoniko. Tako da je zelo pestro in zanimivo. Osnovni nabor inštrumentov je pa klasičen. Osnovni nabor inštrumentov je klasičen, ja. Dodajajo se samo te kombinacije različne, ne. In pa kategorije se tudi znižujejo. Tako, pri posamezni kakšni disciplini. Glasbena šola vaša na nižji stopnji je to kategorija C. 1A, 1B in 1C. Aha, tako. Prva kategorija, ja. Zakaj ne bi otroci, učenci tekmovali pravzaprav v glasbi? Zakaj ne bi učenci tekmovali? V prvi vrsti, zakaj bi učitelj dal na tekmovanje? Ker je to glaven cilj glasbene šole, da učitelj pač skrbi za svoj profesionalni razvoj. In ena izmed takih nalog je tudi, da učitelj raste in s tem, ko da na tekmovanje, raste in s tem, ko vzame pač vsakega učenca kot material, da je sposoben, lahko z vsakim učencem nekaj naredi, mogoče mu pa v razredu z enim učencem, 2 učencema pa uspe, da jih pripravi na tekmovanje. In to je velik dosežek. Torej tudi učitelji med seboj na nek način tekmujete? Tako je. Učitelji med seboj tekmujejo, ne v smislu tekmovalnosti, bolj prepoznavnosti. Ker državno tekmovanje je v Temsig je zelo na visokem nivoju in tudi pač posamezne discipline so bolj stimulativne, da dobijo, rečemo, zlato plaketo, srebrno plaketo, to je pri teh bolj deficitarnih inštrumentih, medtem ko inštrumenti, ki imajo velik odstotek vpisa, tam je pa kriterij po zlati plaketi zelo visok. In že prva C kategorija, to so učenci stari 8. 9. razred osnovne šole, se pravi 14-15 let. To znanje, ki ga mora pokazati na tekmovanju, je nivo, lahko bi rekli, že skoraj akademski, ne. Kakšna pa je motivacija otrok in učiteljev? Najbrž velika, ne? Motivacija, ene je treba malo spodbuditi, da se tega lotijo. Jaz pravim vsakemu učitelju, da ni cilj, da dobi zlato plaketo, ni cilj, da dobi srebrno. Jaz pravim, važno je sodelovati, ker med temi 600 učenci, ki so sodelovali letos na Temsigu, jih je še zmeraj, če je vseh 25,000 veliko stalo od zunaj, ne, niso sodelovali. In da smo eni izmed tistih, ko sodelujemo, je že velik dosežek in to pomeni, da smo nekaj naredili. Nekateri starši pa tudi nekateri učitelji pravijo, da konkurenčnost, tekmovanje na področju umetnosti, da je to pravzaprav nonsens. Ja, zato ker je ocenjevanje glasbe zelo subjektivno. Jaz iz lastnih izkušenj povem, da ko sem bila na tekmovanju, je bila učenka v istem letu enkrat ocenjena z zlato plaketo in z priznanjem za najbolj nadarjeno, ko je pa prišla na drugo tekmovanje, je dobila pa samo priznanje za udeležbo. To je zdaj stvar okusa tudi žirije, kaj se nekomu zdi, na kaj je bolj pozoren, tako da sam rezultat še ne pomeni, da je to tista res končna ocena, rečemo kot pri matematiki, ko pišeš 100%, veš, da je 5, ne? Da je vse prav izračunano. Tukaj je pa le tisti umetniški vtis, ki ga mogoče vsakdo ima malo drugače. Bi lahko torej rekli, da je bolj pomembna pot
priprave na Tako. to tekmovanje, kot sam rezultat, Tako, ker je tako, sam rezultat tako. je odsev pravzaprav Tako. mnenja strokovne žirije, Tako. ki pa je subjektiven. Tako da za mene so vsi rezultati, ki so jih naši učenci dosegli, diamantni. Letos ste imeli na tem 52. tekmovanju, mislim, da 14 učencev. Tako je. V katerih inštrumentih? Letos so bila trobila, tako da smo imeli na trobenti, na tubi, na pozavni. Potem so bila tolkala, tako da smo imeli 2 učenca na tolkalih. Potem smo imeli klavir duo, 2 klavirska duo in duo kitara. Pa da nisem zdaj koga spustila. Konkurenca 70 glasbenih šol je tekmovalo. Ja. To je skoraj vse. Ja, vse. To je po celotni vertikali. Zdaj, če je 57, je nižjih glasbenih šol, tako da mi pač tekmujemo v vertikali v vertikali glasbenih šol, osnovnih glasbenih šol. Potem imamo tle še srednje glasbene šole, to je druga kategorija, in Akademija za glasbo, tretja kategorija. Mi smo v prvi. Kakšni pa so rezultati v luči primerjave v vaši kategoriji? Mislim, da smo zelo visoki, že smo ena redkih primorskih šol s tako veliko udeležbo in tudi dosežek, ki smo ga dosegli s temi zlatimi plaketami in z tem, da smo bili izbrani med izbranci celotne Slovenije na podelitvi, na koncertu nagrajencev v Ljubljani. To je bilo tako, kot da je bila na podelitvi Oskarjev. Res. Poveva to, da je trobentač Beno Bizjak v tej kategoriji prejel 100 točk in zlato plaketo ter prvo nagrado ter še posebno priznanje za ta dosežek. Kdo je njegov profesor? Profesor Emil Semec, to je tudi naš bivši ravnatelj, ki je bil pred mano. Njegova žena je rekla na koncertu, če povzamem njene besede, da to je drugi njegovi največji višek v njegovi karieri. Prvi je bil, ko je bil ravnatelj, drugi pa, ko je zdaj 2 leti pred penzijo, je še on dosegel s tem uspehom s svojimi učenci. Zmaga na tem si gotovo nekaj velja. To nekaj velja. Drugi omembe vreden oziroma naše pozornosti vreden je pa rezultat Roka Kacina, ki je dosegel 97 točk in prejel zlato plaketo in prvo nagrado. To je tubist, mislim, da iz Cerknega. Ja, tako. In včeraj je tekmoval na mednarodnem tekmovanju v Varaždinu in prav tako dosegel zlato plaketo. No, čestitke. Oba sta nastopila tudi na zaključnem koncertu v dvorani Kazine na Akademiji. Ne, samo Beno Bizjak. Aha, samo Beno Bizjak je bil izbran. Ja. Glasbena šola v letu 2023, imate 310 učencev, sem zasledil. Kako delujete? Delujemo, najprej moram povedati, da ne bodo ljudje narobe razumeli. Glasbena šola Idrija deluje v občini Cerkno in v občini Idrija. V občini Cerkno imamo podružnično cerkljansko glasbeno šolo, podružnično šolo Cerkno, v Idriji je matična šola. In oba naša zlata sta iz podružnične glasbene šole Cerkno. Tako da so Cerkljani lahko ponosni na ta 2 učenca. Kako delujemo? Delujemo tako kot vsako leto. Trudimo se, da bi imeli vpis velik, da bi otroci radi hodili v glasbeno šolo, da bi bili starši ponosni, ker so otroci na naši glasbeni šoli, da se imamo fajn, da je vzdušje dobro, da je klima v kolektivu pozitivna. Tako delujemo in da smo delovni in da imamo kaj za pokazati. 26 učiteljev, odkot vse? 26 učiteljev iz cele Slovenije. Zdaj sicer živijo večinoma v Ljubljani, eden se vozi tudi iz Kopra, iz Tolminskega, tako nekaj jih je pa tudi domačinov. Pogoje za delo imate solidne najbrž, videli ste nagrado Geverkenek v Cerknem v muzejskem poslopju. Tako, povsod smo v muzeju, rečeno, povsod smo v muzeju, čeprav nismo muzejski inventar, ne, ampak je pri nas živ žal. Ja, prostore imamo zelo lepe, tudi pogoje za delo imamo zelo dobre. Trudimo se, da so učitelji zadovoljni, da so prostori tudi tako personalizirani, da učitelji znajo opremiti svoje učilnice, da so taki živahni, tako da se otroci in vsi lepo počutimo v njih.
Tudi turisti, obiskovalci, ko pridejo na grad, vedo povedati, da je posebno vzdušje, ko poslušajo te vaje, te učne ure učencev glasbene šole, ki odmevajo po teh prostorih. Po teh prostorih, posebno po dvorišču. Se mi zdi, da v teh toplih spomladanskih mesecih oziroma v toplih jesenskem času, ko se še odprejo okna, po zimi so pač zaprta in se glasba sliši na dvorišče, da je tako res čarobno vzdušje. Že pred časom so bili živi načrti za širjenje glasbene šole v tem traktu ob Nikovi. Celo gradbeno dovoljenje imate. To dokumentacijo je priskrbel še predhodni ravnatelj, gospod Emil Semec, vendar pač nekako ta projekt ni zaživel in ta projekt je se trenutno propadel. Gradbeno dovoljenje ni več veljavno in sedaj bi morali obnoviti celo zgodbo še enkrat. Tako. Imate to zamisel, idejo? Če bo spodbuda strani in če bo denar strani občine, bi bilo lepo, če bi prišli do novih prostorov. Drugače pa bomo pač zadovoljni tudi s tem. Včasih se je govorilo tudi o programu baleta, ki naj bi se odvijal na vaši šoli. Imate pogoje za to? Zdaj, prostorov za balet nimamo, vendar če je plesna šola nad knjižnico, bi se prostori nekako že lahko najeli kje drugje. Vendar jaz vidim druge problem, ker bi se pojavil problem, ker ni kadra. Ker kot se pogovarjamo ravnatelji med seboj, je kader en velik problem tudi pri nas na glasbenih šolah in posebno pa z baletniki. Tukaj ni hitrih rešitev. Ni hitrih rešitev, tako da oddelek se lahko ustanovi, potem bo problem s kadrovanjem. Šola v Idriji je bila ustanovljena v letih po drugi svetovni vojni. Leta 1946. Prvi ravnatelj je bil Danilo Udovič, sledil je Jožef Klemenčič, starejši gledalci se bodo marsikoga od naštetih spominjali. Za njim je bil Ivan Rijavec starejši, gospa Laura Primožič Medvedič, pianistka, Drago Kanduč, trobentač in dirigent godbe, Marija Rijavec, Stanka Močnik, Emil Semec in sedaj ste vi ravnateljica Tonija Lapanja Brenčič od leta 15. Tako je. 8 let. Kako je biti ravnatelj? Lepo. Če ne bi kandidirali na to delovno mesto. Je velik izziv, posebno je izziv držati kolektiv skupaj, ta enotnost v kolektivu, ker se mi zdi samo z pozitivno klimo na šoli se lahko doseže dobre rezultate. Da učenci bodo prišli sami, če bomo mi prepoznavni. Kaj je pustil COVID? COVID nam ni pustil nekih velikih posledic. Ne moram reči, da nam je pustil kakšne velike posledice, ker delo se je nadaljevalo tudi s poukom nadaljavo. In glede na to, na rezultate, ki so jih tudi v času COVID-a dosegli naši učenci na tekmovanjih, da se je zmeri stremelo, da se tudi pač prilagodi in dela, mislim, da ni kakšnih velikih posledic. Čeprav poučevanje inštrumenta preko Zooma to je izhod v hudi sili. To je izhod v hudi sili. Samo ravno tako so tudi v času COVID-a naši učenci šli na tekmovanje. Vpis v novo šolsko leto je pred vrati. Koliko programov boste odprli? Vsi programi bodo odprti. Starši lahko pišejo svoje otroke na program predšolska glasbena vzgoja, programe glasbena pripravnica in potem na program glasba. Tako da pričakujemo tam okrog 60 vpisnih mest. Kdo se pravzaprav prijavlja? Se otroci sami? So te izbire posledica mnenja staršev? Kako poteka to? To ugotavljamo, da dostikrat ni želja otroka, kaj bi igral, ampak je to bolj tista želja, ki ni bila izpolnjena pri staršu. Tako tudi nekako statistika kaže, da so najbolj priljubljeni inštrumenti klavir, kitara, potem je tudi harmonika tam, posebno v tistih področjih, kjer je bolj domača glasba. Potem se počasi zatrobila, je malo manj interesa, za petje tudi slab interes. Tako da ugotavljam tukaj, da je bolj tudi malo nepoznavanje samega nabora inštrumentov. Nepoznavanje, kako sam sploh inštrument zveni, kakšen zvok da od sebe, od nepoznavanja tehnike igranja. Ker se mi zdi, da vsak otrok bi si moral poiskati inštrument, ki njemu karakterno paše. To ne pomeni, da mu paše samo prečna flavta ali pa klavir.
tudi take specifike so, kot so otroci s posebnimi potrebami, to je z raznimi primanjkljaji, kot ADHD in tako naprej. Se mi zdi, da tudi za te učence se da dobiti primeren inštrument in so lahko uspešni. Se pogosto dogaja, da otroci igrajo iste inštrumente, kot so jih igrali starši? Je, velikokrat. Je to prednost ali cokla? Oboje lahko, oboje. Dobro je, da starš prisluhne učitelju, kaj mu svetuje. Prednost seveda imajo učenci, ki so pri nas že v programu predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica, ker tam jih le spoznamo, vidimo, kje so njihove šibke strani, ali imajo težave z ritmom, ali imajo težave z melodiko, ali so še preotročji, ali imajo motorične težave. In potem lažje usmerimo otroka. Otrok pride in je čist brez občutka za ritem in hoče iti na tolkala, je to malo težko, ali pa otrok čist mim zadene, čist mim poje, tudi da bo šel na godala, na violino, kjer je potreben zelo dober posluh, je spet težko, ali pa otrok ima motorične spretnosti, da bo igral klavir. Tako da se mi zdi, da je treba poiskati primeren inštrument. To najbrž ugotovite na tako imenovanih sprejemnih izpitih, ki pa niso nek bav-bav. Sprejemni izpiti nikakor niso bav-bav. Sprejemni izpiti so namenjeni s tem, da se z otrokom spoznamo, da se vzpostavi že neka kemija med nami in med njimi in med starši, posebej med starši, da so starši odprti, da povejo, kaj bi radi in da so pripravljeni na nek pogovor z nami. V odzivu na rezultate zadnjega Temsega ste zapisali, da ste kot ravnateljica zelo ponosni na učitelje in na svoje učence. To je najbrž ta dota, ki jo nesete tudi v novo šolsko leto. Tako je. Tako je. Moje poslanstvo bo končano na Idrijski glasbeni šoli takrat, ko bom dosegla, da bo učenec, ki je na naši šoli oziroma ki je zapustil našo šolo, rekel: ponosen sem, da sem hodil v glasbeno šolo Idrijo, da bo starš, ki bo imel učenca, rekel: ponosen sem, da je moj otrok bil učenec glasbene šole Idrija, in da bo okolje samo reklo: ponosni smo, da imamo v kraju tako šolo. In ponosni smo mi, da smo vas danes gostili v studiu. Tonja Lapanja Brenčič, hvala za ta pogovor in za obisk in vse dobro vam želim. Hvala tudi vam. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.